Skorajda vsak vidik našega vsakdanjega življenja je povezan in odvisen od energije. Globalna kriza s energenti, ki je prisotna zaradi znanih razmer, nas je prisilila k iskanju alternativnih, trajnostnih rešitev pridobivanja energije, hkrati pa nas postavila pred dejstvo, da moramo smiselno varčevati z energijo. Zavod Multimedia Pannonija, Zavod za informiranje in obveščanje okolja, je vodilni partner v projektu poimenovanem Z majhnimi koraki do manjše porabe energije. O projektu Aleksandra Mohorič. Naš zavod se je prijavil na 5. javni razpis Lasperlekije z naslovom glih operacije z majhnimi koraki do manjše porabe. Do zdaj smo izvedli že delavnico v krajevni skupnosti Cven, osnovna šola Ljutomer, osnovna šola Apače. Zdaj še pred nami, vsega skupaj pa moramo 6 delavnic izvesti, se pravi 3 v krajevnih skupnostih in 3 na osnovnih oziroma srednjih šolah. Pa še tudi eno smo izvedli v domu, eno delavnico smo izvedli v dijaškem domu v Radencih. Projekt smo začeli realizirati v bistvu leta 2021, s tem, da še takrat malo korona vmes posegla, in smo še mogli zaradi tudi šol počakati, ker tudi v šolah nismo zdaj upali tako notri skočiti. Zaključi pa se letos, leta 2022 z decembrom. Ja, še posebej zdaj na zimo nam je zelo pomembno, da se tudi mlajša generacija spopade z to problematiko, kako varčevati doma, da nimajo prižganih luči po nepotrebnem, da vejo, kako recimo lahko dolgo zračiš prostor, na takšni način bolj tudi, zabaven. Kot se jaz tudi spomnim iz osnovnih in srednješolskih let, je vedno super, če ni samo tisto suhoparno predavanje, zato smo tudi naredili z zunanjim izvajalcem 5 krajših filmčkov na različne teme, se pravi na kako varčuješ pri energiji, se pravi v gospodinjstvu, doma ali pa nekje v šolah, v službi, bilo kje, da malo tudi pritegneš pozornost otrokov. Raba energije povzroča tudi negativne posledice, predvsem je prisoten vpliv na podnebne spremembe, onesnaženje zraka, vode in tal in posledično na zdravje ljudi. Vse več je zavesti in potreb po spodbujanju učinkovite rabe energije. Eden največjih strokovnjakov na tem področju je Stojan Habjanič, zunanji sodelavec v tem projektu in predavatelj na delavnicah, ki je z več aspektov komentiral ta projekt, med drugim o tem, kateri populaciji je namenjeno ozaveščanje o varčevanju z energijo. Vse nagovarjamo, zato smo pripravili take kratke filmčke, ki nagovorijo v bistvu vse teme našega vsakdanjega življenja, od elektrike v gospodinjstvih do toplotne energije, do izoliranja stavb, energentov, kako kuriti, kako posušiti drva in tako dalje. Ja, mislim, da se pri nas varčevanje z energijo dogaja kar intenzivno. Če gledamo okrog po naseljih, se povsod dogaja neko izoliranje fasad, menjave oken, ljudje izboljšujejo svoje hiše. Če pa gledamo novogradnje, pa naenkrat vidimo, v zadnjih letih, dosti več toplotne izolacije, kot pa je bilo nekoč običajno. Pa tudi naprave so drugačne, tako da ljudje v bistvu zelo sledijo trendom in v bistvu vlagajo v to, da bojo potem privarčevali. Kako se pravzaprav na te spodbude in razmišljanja odzivajo naši osnovnošolci? Presenečen sem, ne? Ravno na osnovni šoli Ljutomer včeraj je bilo toliko vprašanj, otroci 4. razred osnovne šole so tako rekoč na tekočem. Oni vejo, kje dobijo drva, vejo, kdo ima toplotno črpalko, vejo, zakaj imajo sončno elektrarno, vejo, kako stvari delujejo in to jih zanima. Neverjetno, bilo je polno vprašanj, komentarjev in bili so zelo interaktivni. Ti mladi bodo čez 10 let morda že v srednjih visokih šolah, čez 15-20 let bodo pa že tisti, ki bodo lahko to načrtovali, izvajali ali pa tudi pri sebi uporabili. Tako da teh 10-20 let hitro mine. Trend današnjega časa je iskati alternativne vire energentov, predvsem trajnostne in manj škodljive za okolje. Vse bolj se zavedamo pomembnosti lesne biomase, ki pa je svoj čas kot kurjava bila precejšen onesnaževalec okolja. Pred leti sem ravno delal ene energijske bilance, koliko lesa v naših krajih letno zraste in koliko gospodinjstev bi lahko s tem ogrevali. In moram reči, da navkljub temu, da je Pomurje
slabo gozdnata pokrajina, imamo zelo dosti lesa. Pa za kurjavo sploh ni slab. Tudi za kaj drugega ni slab, ampak v bistvu samo treba vedeti, kaj in kje in kako uporabiti. Tehnologije izgorevanja so že tako napredovale, da tudi v bistvu običajne peči za centralno kurjavo imajo že seveda lahko vgrajene filtrirane naprave za prašne delce in žepljenje delce in tako dalje. Pri višjem odstotku izgorevanja, pri boljšem izgorevanju ne nastajajo niti ostali škodljivi plini. Zadnjih 5 let je pa intenzivno že napohodno na trg tudi tako imenovano plinificiranje lesa. Se pravi, kjer les najprej naredi plin in potem v bistvu ta plin pomaga skuriti les. In prihajamo do zelo visokih izkoristkov. Tako da lesna masa je v bistvu vsak način obnovljiva, tu prisotna in zelo dobrodošla. Kakšne so možnosti izkoriščanja termoenergije? Seveda imamo toplotno energijo zelo globoko pod zemljo. Te investicije so kompleksne, tudi projekti so kompleksni. Tu bi morda samo navrgel ključno izhodišče. Če se kje predvideva, naprimer, gradnja elektrarne na termalno energijo, globoko termalno energijo, tam je vedno zelo dosti viška toplotne energije za hlajenje te elektrarne. In je pametno koncipirati elektrarno na ta način, da predtem se dogovoriš, kje boš pa oddal toploto. In tako lahko pridemo v bistvu do win-win situacije. Se pravi, višek toplote za hlajenje je tisti, ki je dodana vrednost pač temu gospodarskemu subjektu, hkrati pa okolica lahko pride do mnogo cenejše toplotne energije. In v čem Stojan Habjanič vidi najboljšo rešitev? Vedno je ključno zmanjšati porabo energije in to lahko naredi vsak sam, potem pa šele proizvesti toliko, koliko jo potrebujemo. Osnovni cilj projekta z majhnimi koraki do manjše porabe energije je osveščanje in dodatno informiranje, izobraževanje o pomembnosti vpliva na povečanje učinkovitosti rabe energije.